Imaš sam kakšne tako svoje osebne favorite, nekaj, kar sam rad igraš najbolj, ali pa nekaj mogoče, kar se ti zdi, da bi bilo fajn, pa ne obstaja še. Kaj je to? Igra na splošno, družabna igra, nekaj, kar ti osebno rad igraš. Ker si rekel, itak si bil igralec že daleč. Jaz sem v bistvu, v osnovi sem jaz roleplaying igralec. Dungeons and Dragons ali ker drug? Dobro, pač to je zdaj sistem, ampak jaz grem še korak naprej, pač to je svet je kooperacija DM-a in igralcev, si narediš, kar hočeš, pa pač dobro, te zdaj, mi smo, kad smo igrali, smo večinoma od Dungeons and Dragons vzeli pač kocke pa statistike, mislim pač osnoven koncept, na to smo pa nadgradili pa ali svojim svetom, pa svojimi... To je zdaj ful popularno, pač veliko Kickstarterov vidiš, ko dela svoje fighting pravila. V tem smislu, v osnovi vzameš ta pravila, pa pač nekaj čez svojega. Točno tako, Ker tisti, kako kocko mečeš, niti ni toliko več pomemben, Sicer za mene je zmeri važen, da obstaja tudi tak, bom rekel, narativ ni ta pravi izraz, ampak obstaja tip roleplayanja, kjer ti pripovedni, bi rekel, tip roleplayanja, kjer basically brez kock lahko igraš, kjer ti pač poveš, kaj delaš, in je pa iz pogovora uspeh, pride. Ali na uspeh. Ful dobro. Meni je to pač preveč tako, se mi ne zdi, me ne pretegne to, kakor to, da je recimo v tem tipu, kjer ti, bom rekel, zdaj pa bom uporabil narrative roleplaying, kjer je zgodba bolj pomembna kot ta kombat, ampak da determinirajo kocke nek tak faktor, ki je neodvisen zdaj, prav, kakor v resničnem usoda, na nek način, ali ti uspe, ali ti ne, nekaj, kar bi ti v resničnem življenju, ne vem, če se recimo predstavljaš, da si pred enimi stopnicami, če zdaj ti skočiš čez teh 10-20 stopnic, verjetno se ti ne bo kaj dosti zgodil, enkrat si boš pa nogo zlomil. In v tem smislu je, te kocke to določajo, se pravi, da je neka verjetnost, da ti stvari grejo narobe, in to pa postane izziv. Statistika mora biti vedno vključena. Postane to izziv za igralca. Da se mora potem drugače odzvati. Čeprav nima direkt nasprotnika. Ni cilj tega Dungeon Masterja, da te bo ubil. Kocka te bo ubila. Ponavadi je tvoja neumnost. Ampak to je moj, bom rekel, ta glavna motivacija v igrah, ker čez to, kar roleplayaš, sebe spoznaš. Jaz sem najprej recimo roleplayal like, ki so bili čim bolj jest, pol pa pač, ko enkrat sebe spoznaš, pa začneš pol določene, ne vem, malo to prirediš, nekaj, ki nikoli ne bi, v resničnem življenju ne bi, se pa izkaže, da ti je zelo zabavno kot igrati to, recimo jaz pa trenutno nisem, pač od takrat moj najljubši tak čez D&D, Lawful Evil Alignment, rad igram, kjer si ti v bistvu del ene organizacije, znotraj katere veljajo stroga neka pravila, v resnici pa samo iščeš pa luknje, kako boš to v svoj prid obrnil in v svoj personal gain. In je to, ne vem, take stvari, kakor inkvizicija ali pa tazga, zanimiv igrati. Čeprav ne osebno, tako pa že, da bi se v kakšen članov nekaj mi je težko, nisem pristaš tega, da si... Zdaj imamo ta amulet do 20, ki mislim, da je dosti zaživel, ker so se dve društvi v bistvu združili. Ampak ne vem, če sploh kaj sodelujete tako. Občasno sodelujemo tudi. Zanima, kako se je sploh razvila ta scena? Je to
a so bile drugače včas igre z domišljijskimi vlogami nekaj, kar se je sploh delalo, ali je to šele s časom, ne vem, zdaj, ko se je mogoče malo več igralcev dalo nakup po socialnih medijih. Role-playing igre so direkt posledica v bistvu Tolkienove knjige. In ta Gainax, kot oče D&D-ja, ki je pač nekako prvi, ki je to napisal, oni so v bistvu bili full fani te knjige, ne Gospodarja prstanov, in so v bistvu se je tukaj to začeli razvijati. In plus pač kombinacija s temi knjigami, ki so na številke, ne vem, kako se reče, ampak to, ki je Choose Your Destiny knjige, ki je ti v bistvu bereš knjigo in pač si zbereš, ker odločitev če zbereš to, pojdi na stran 33, v slovenščini je bil časovni stroj včasih, taka knjiga. Zdaj imaš veliko board game na ta sistem. Tudi, ampak to je nekako, take stvari so pač zraven kulminirale, da je ta D&D dubu koncept so bili še drugi, ampak prav to obliko je pa iz Gospodarja prstanov potegnil. In potem od tam naprej je hitro prišlo na to, da bi bilo pa fajn biti, da imaš ti, se pravi, pa še element kombata v teh igrah, ki je pa v bistvu ni pripovedovala, ampak, mislim, lahko je, ampak v osnovi je pa tak board gamerski, se pravi z nekimi figurami na neki mreži, kocke se bolj meče, in to v D&D je to že od začetka. Imaš neke stece, Imaš stece, in to pa postane tudi zanimivo. In to se je v Angliji v bistvu združili skupaj, ker so pa bili uvozniki za D&D, je bil Games Workshop. Resno, že takrat. Oni so v kombinaciji s kulturo, ki je bila v Angliji igranja zgodovinskih teh bitk, zato ker je, to je pa tudi pač taka zanimiva, ker je Orson Welles je napisal eno knjigo Little Wars, tako, to so prva pravila za miniature wargame, kjer je v bistvu s kositrnimi vojaki se s tamalimi vzuni igral bitke. In je to knjigo napisal. In je to v Angliji štartal celo sceno zgodovinskih teh bitk, kaj pa tudi povezan še s Prusi, ker so prva taka, Prusija je v bistvu uvedla, se pravi, v svojo šolo so imeli eno tako mizo leseno, Kriegspiel se je rekel, in so učili svoje oficirje strateškega razmišljanja in kako bitke potekajo, in uvedel so en ful revolucionaren koncept, da je v bistvu, se pravi, da je bilo poveljevanje na nek način, ta veriga od spodaj navzgor, se pravi, ti si vedno vedel, kaj so naloge tvojega poveljnika. In to je omogočilo to slavo Prusije, pa vlak. Ampak koncept tega, da si ti reševal probleme, da so vsi, cela veriga je reševala probleme in vedela je, kaj njihov nadrejeni, kakšne, s čim se izziva, in potem so se te ideje, seveda tudi direkt iz bojišča do generalštaba lahko premaknile, in so lahko bili ful reaktivni, in to je pa tudi drugi svetovni vojni omogočali, da so bili tokrat tok v podrejenem položaju, številčno pa so še zmeraj imeli lahko uspehe. In to so famo, ki jo imajo od druge svetovne vojne. Je pač dobro, ni direkt zdaj te mize, ampak koncept, ki je privedel do te mize, pa način razmišljanja, je pripeljal tudi do teh značilnosti, ki jih je nemška vojska imela ali pa ki ima še danes sloves. In ta kombinacija vsega tega je pa v Angliji ta razmah
vojaških iger pripeljala in ljudje na Games Workshop so pa potem rekli, kaj pa če bi mi to fantazijsko naredili, ne? Da bi mi pa zdaj ta pravila dali na D&D, a ne, se pravi like, a ne, in figurce in tako, a ne. In so v bistvu je Warhammer se tako rodil. A je Warhammer, mislim, Warhammer roleplay varianta? Na začetku je bil, a ne, je na bil, začetku je okej. imel tudi ta, ta Kriegspiel je v bistvu imel Empire, a ne, ki je v bistvu določal stvari, a ne, se pravi, recimo ti si dal ukaz, da bo ta enota marš imela tam nekam, a ne, in on je pa se odločil in je rekel, ja, zamudi za pol ure, a ne. Je bil kot DM, a ne, in si mogel ti pa se na to odzvati, a ne, in to je bil tam je to bil izziv, a ne, te oficiri so to morali premagati, a ne. Šele kasneje so potem uvedli pač dejansko pravila, neka statična pravila, kako se morajo vojskovati, pač te mini. Dobro, to je nekako šlo z roko v roki, ampak Warhammer, a ne, na začetku imel veliko več teh roleplaying elementov, ampak seveda potem, a ne, se je pa, ne, zdaj to sta nekako dva koncepta, ki se jih je dolg časa hotel združiti v isto škatlo, a ne, ampak nekaj je, ne, zdaj pa recimo Games Workshop to tudi zelo, mislim, probajo spodbujati, ampak je seveda ene stvari lažje kot druge, ampak so ločili, ne, pred parimi leti so končno ločili, da je tournament play in narrative play, a ne. Se pravi, da je, a ne, ker tournament play ima neke posebne značilnosti pa zahteve, a ne, in narrative play ima svoje in to ne moreš kar združevati, ne. Mi smo recimo včasih imeli, ne, prvi turnirji v Sloveniji, v Warhammerju, ki sem pač jih jaz tudi organiziral, je bilo značilnost tega, da so bili finali nepredvidljivi, a ne, v finalu, ko si prišel v finalu, sem se jaz dobesedno zmislil nekaj, kaj bo se dogajalo, a ne, in tako, da je, kar se pravil tiče, a ne, predvsem, a ne, se pravi, v smislu, da, ne vem, najbolj taka, ne, da je potekala igra, ampak so kometi padali, ne. In je random, recimo, je vse umrlo, kar je bilo pod tem templateom, a ne. In to je bilo zelo nepredvidljivo, a ne, se pravi, predvsem ni bilo komuniciran tem igralcem, a ne, vnaprej niso vedeli, kaj pričakovati, ker enkrat je bilo to, drugič so pa recimo samo generali imeli dvoboj, a ne. Dobro, doskrat je bilo to tudi povezano s tem, koliko je bilo časa na voljo. Ampak Smel sem 1v1, da se je vojna čim prej končala. Ideja je bila, da je nekaj nepredvidljivega, ne? Ker moj koncept je bil, da te igre niso šport, a ne? In ti v športu si ti pač treniraš in si vedno boljši. Ti nič ne rabiš vedeti, a ne? Torej nikoli ni bil en igralec, ki je vedno zmagal zaradi tega, ker je imel najboljšo taktiko ali kakorkoli, ampak je bilo vedno nepredvidljivo. Ne, jaz pravim, da sploh, da nimaš taktike, če se ne moreš na nepredvidljive stvari odzvati. To, da ti po scenariju igraš, ni nobena taktika, to je šport. Se pravi, ti rabiš, a ne, pač, da je to inteligentna odziv, a ne, mora biti nekaj novega, nepredvidljivega, a ne. Ti, ne vem, zdaj, ko so te za šahe, a ne, recimo, ko imaš pa za Go, pa to, ko so superkompjuterji, a ne, to je zdaj že sicer zastarelo, a ne, ampak, a ne, ti pač tega, ne vem, Deep Blue, pa ne vem, kaj so vse bili, a ne, jih pač naučiš in igrajo šah, a ne. In ta prvi, a ne, so bili zelo taki, da so pač so ugibali te poteze naprej in so jih pač boljš, kot si ti, ne, zato so šah zelo hitro skrekali, a ne, da pač človek ni mogel premagati, a ne, z Gojem, Go je bil pa veliko bolj dolg časa problem, a ne, šele polka je bilo to machine learning, a ne, so v bistvu Go uspeli tudi skrekati. In recimo zelo zanimiva zadeva, poučna, a ne, nekako ponazori, kaj hočem povedati, je, ko je bil ta prva, mislim, ta
igra, ki je bila z tem najboljšim igralcem, Yep. je eno igro je uspel zmagati. A ne? Ja. In uspel je zmagati zato, ker je en čist nov, nepredvidljiv move naredil. A ne? Jaz sem pač gledal to live in komentatorji niso skapirali tega mova. Ne bom rekel, da sem ga jaz, kako niti ne znam dobro igrati, ampak komentatorji so opazili, da je nekaj naredil, ampak je bilo, shit, kaj pa je to zdaj naredil, neka beda. In pa se je izkazalo še lepo, po parih potezah so skapirali, kaj je v resnici naredil. Kaj pa, če je to naredil čist na ključno, zato ker... Ne. Ampak on je v bistvu izumil nek move, in računalnik, mid-game, in računalnik se na to ni mogel odzvati. Zato, ker ni bil natreniran s takimi movi, I guess. Ne, mislim, ampak to je v resnici pokazalo, da je, če mene vprašaš, v tej igri, čeprav je zgubil ta prvak, je ta prvak boljši igralec kot ta računalnik, še zmeri. Se pravi, računalnik, sicer zdaj, ko je to noter v klopu, ga verjetno na to foro pač ne moreš več, to je bilo pač enkrat in nikoli več. In tudi recimo vprašanje je, koliko je še takih movov, ki jih lahko zdaj bi si zoomil. Finite amount. Nekakih je finite, če hočeš. Ampak verjetno bo se novega spomnil je vedno manjša. In v tem smislu, ampak zdaj, če ti temu računalniku daš, pa damo zaigrati, kakor jaz razumem, se isti program tudi lahko nauči, damo igrati, ni problem, ampak moraš dati malo časa. Jaz pa temu igralcu, boš pa ti v 3 minutah bo znal damo igrati, tudi če nikoli prej ni. Se pravi, tle je ta, hočem reči, da se ti na nekaj nepredvidljivega novega lahko odzavaš. To je tisto, ki je, se mi zdi taka vrlina. In zato smo to v te tekmovanja to hoteli tako vplesati. Na jezo velikih igralcev, ker so v to bolj tako. Niso bili zato, ker je vzel malo tega predvidljivega zaradi tega, ker ne moreš dela optimizirati. Ker je uničil metagame. Meta je bila takšna, on se je na to pripravil, imel je najboljše trenutne figure, naučil se jih je, kako jih se igrati, nekaj je prebral z interneta, in zdaj je Jure tukaj dal nek garbič noter, ker jaz to ne morem, mi je bila zmaga Evropana. Jaz vedno igram off-meta, vse, ker igram igre, One Piece zdaj igram najbolj off-meta liderje, kakor je možne, sovražim vse meta liderje od Gecko Morija do Sekazukija, do ne vem kaj, zato ker so pač totalno brez vezi in so toliko naučeni, napifani, da je, like, you can't even have fun, zato ker igraš eno ali pa drugo in boš vedno zmagal, ampak vse imaš, v procesu se imamo vsaj fajn,